Lep pozdrav vsem skupaj, Mihael Žmahar iz Duhovnega telja potovalne duše sem z vami in danes imam za vas nebeško skop. Ja, mesec je naokoli in nov nebeško skop je tukaj, ampak današnji nebeško skop bo malo drugačen od tistih, katere ste bili vajeni do sedaj, zaradi tega, ker nisem sam. Z mano so moji kristalni prijateljčki. Kristali, oni so tisti, ki vam bodo danes predali sporočilo za vaše astrološko znamenje. Ne jaz, oni. Kristali imajo izjemno sposobnost kanaliziranja energije, kristali imajo izjemne zapise celotnega vesolja v sebi in so noro inteligentna bitja, ne zelo rad delam z njimi. In danes sem jih prinesel sem, drugače so moji kristali od doma in to je ena izmed mojih kristalnih sklet, ampak sem jih prinesel sem zaradi tega, ker sem res začutil, da vam bi rad dal sporočilo preko njih. In danes imam tukaj 12 kristalov za 12 astroloških znamen in vsak izmed vas, ki gleda ta video, bo dobil svoje sporočilo. Tako da bomo zdaj prosili angelske, vilinske sfere, visokih svetlobnih civilizacij, naj nam pomagajo zbrati, intuitivno zbrati kristal za vaše znamenje. Prav? Kristali so drugače dobri v tem, da lahko kanalizirajo in prenašajo katerokoli energijo. Mi na Zemlji sicer smo naučeni, da ta kristal je za to, ta kristal je za to in potem poznamo za vsak kristal samo eno ali pa dve lastnosti, ampak v resnici lahko vsak kristal prevaja na tisoče in tisoče različnih informacij za vsa področja življenja. Tako da je res fajn, da začnete delati z njimi. Tako da tisti, ki vas kristalna energija kliče, ste danes na pravem videu z mano in tisti, ki želite razviti kristalna znanja in iti v kristalne skrivnosti, kateri še ne poznate, pa si pa definitivno pogledajte spletno delavnico Mistični kristali, ki jo bom imel 6. junija na spletu in je izjemna, ker na tej delavnici bom poučil stvari, ki še do zdaj nikoli nisem učil, skrivnosti branja, upravljene zdravilne, manifestacijske, zaščitne energije kristalov, na kakršne še nikoli nismo delali. Teda pogledajte si na naši spletni strani, zdaj pa je čas, da dobite, prvi ste ovni, svoje sporočilo. Ok, pa dajmo, ovni, kateri kristal v tem mesecu želi delati z vami in kakšno je sporočilo njega za vas? Evo, zdaj bom pa jaz tako malo to... Ok, manga, opa, črni turmalin. Ovni, črni turmalin vas je poklical. A veste, kaj je črni turmalin? Črni turmalin je eden izmed najbolj ultimatnih kristalov za zaščitno energijo. To je kristal, ki ful močno zaščitno energijo odbija stran in ščiti auro, ustvarja zaščitne strukture okoli vas. Tako da, če ste dobili črni turmalin, pomeni, da dobivate neke energijske napade v življenju. Da dobivate energijske napade, od ljudi, od okoliščin, oziroma nekaj v vašem življenju, kar prihaja iz okolice, vam niža frekvenco. Tako da, na vašem mestu bi jaz v bistvu si kupil črni turmalin ali pa poklical eterični črni turmalin, šel v meditacijo in si sam naredil kristalno mrežo iz črnega turmalina okoli vaše aure in sam dal noter namero, da naj samo svetloba gre čez njo. Okay? Bodite pozorni na ljudi, ki so ljubosumni na vas, na ljudi, ki so pesimistični, cinični, sarkastični v odnosu do vas, ker boste takoj začeli opažati, kateri ljudje imajo dobre namere in kateri imajo slabe. Okay? In te ljudi, ki imajo slabe namere, ki vam želijo slabo zavestno ali pa podzavestno, je čas, da odmaknete stran od sebe. In črni turmalin to fantastično dela. Teda črni turmalin je nor kristal, noro dober kristal, ki dobesedno raztaplja nizke frekvence. Tako da tudi, če imate kakšno navado, naprimer, ki vam niža frekvenco in se zaradi nje zelo slabo počutite, vam lahko črni turmalin pomaga dobesedno raztopiti vzorc. Okay? Črni turmalin, ful dobra stvar. Drugač, nekateri izmed teh kristalov, ki bom danes pokazal, najdete na naši spletni trgovini nebeskatrgovina.si in če ne veste, kje ga kupite, ga lahko pri nas naročite. Sem tudi, da boste vedeli. Ampak črni turmalin, ovni, a prav? Ok, je pa prav tako črn. Ok, gremo naprej. Naslednji ste biki. Biki, dajmo pogledati, kateri kristal, ok, ga že imam. Biki, ulala, glejte ga, turkis. Biki, vi ste pa turkis potegnali. Turkis je pa izjemen kristal, ki v sebi vsebuje ogromne zapise magije, čarovniških energij, mističnih energij. To se pravi, vas pa kličejo mistične vede,
informacije, katere ljudje še ne razumejo na Zemlji. Ne? Ker na Zemlji včasih, ko rečemo mistične vede, ljudje mislijo, to je itak nekaj, kar ni res, to je nekaj nadnaravno, to je nekaj neresnično. Ne, v bistvu so mistične vede na Zemlji tiste, ki človeški razum še pač ne razume. To se pravi, človeštvo nima zdaj blazn, ne vem, kakšnega visokega intelekta v vesolju in potem vse, kar ne razume, označi kot mistično. Ampak ravno v tem bazenu informacij se skrivajo nora znanja. Tako da, biki, poglejte si turkizno energijo in jo pokličite v življenje. Lahko si zaprete oči in si predstavljate, da turkizna energija, to je takšna barva, začne polniti vašo auro in začnite naročati vesolju, katere informacije rabite, da lahko greste v življenje naprej. Ker vam bo vesolje začel intuitivno dovajati informacije, s katerimi boste lahko dvignili svoj biznis, dvignili svoje namere, pospešili svoje projekte. To se pravi, lahko uporabite mistične vede. To so vede o znanjih, ki še ni na Zemlji in boste mogoče vi prvi, ki boste prizemljili in skanalizirali znanje, ki še nihče ne pozna. Tako da, sam povem, biki, vi imate ful močen karakter, ful močno energijo, lahko ful močne znanje prizemljite, tako da, who knows, mogoče ste pa knjigo napisali, novo knjigo o tem, kaj je možno v vesolju. Tako da, turkiz. Evo, biki, the best. Super, naslednji ste dvojčki, dvojčki. Ok, gremo dvojčki. Evo, tale je. Kaj pa ti? Ok, dvojčki imate pa kameno strelo. Ok, dvojčki imate pa kameno strelo. Tale kamena strela je čisto huda, gledajte. Prav tako, huda je, dolg časa že imam, obožujem jo, tale kamen je res lep. Kamena strela je pa eden izmed najbolj intuitivnih kristalov, kar jih obstaja. In dvojčki, če ste dobili svojo kameno strelo, pomeni, da je čas, da začnete razvijati intuicijo. Okay? Začnite biti pozorni na svojo intuicijo. Začnite biti bolj pozorni na ta notranji glas, ki vam šepeta, katera odločitev je prava, katera odločitev naredite, katera smer je prava. Včasih imate dvojčki zmedo, zaradi tega, ker imate zelo širok karakter in potem ne veste, v kater del sebe se obrnati, kater del sebe aktivirati. Ne? In to je sicer po eni strani fajn, da imate veliko verzij sebe na voljo, zato ker lahko v večjih okoljih potem izberete tisto verzijo, ki je najbolj primerna za okolje, ampak včasih vam pa to povzroča zmedo. Tako da, dvojčki, ne se toliko obračati na svoj razum, ne se toliko obračati na svoje zemeljska čustva, na intuitivni občutek znotraj sebe. In kamena strela vam bo pomagala točno to narediti. Imate pa še eno sporočilo s kameno strelo, in zdaj ravno kar javlja, je rekla Žmahar, še nekaj povej. Začnite uravnovešati svojo moško in žensko energijo znotraj sebe. To se pravi, delite na balansu moškega in ženskega aspekta. Vsak človek, ne glede na to, a ste ženska, a ste moški, imate oba pola energije in oba pola sta pomembna na planetu Zemlja. Tudi kamena strela vam lahko pomaga uravnovesiti ta dva ključna pola vaše osebnosti. Kako delite z njo? S kameno strelo lahko delate tako, da si jo date pod blazino, pod polšta, rečemo po domač, ko greste spat, in jo samo zvečer proste, če vam pomaga uravnovešati energijo po noč, ko spite. In zjutraj, ko se boste zbudili, bo v bistvu v vaši auri zapisal ravnovesja in boste veliko bolj fino lahko začeli dan. Ok, kamena strela, dvojčki, super, bravo. To je fantastičen kamen, ki je zelo pogost na planetu Zemlja, veliko tudi v Alpah ga najdemo, v potokih in v gozdu zakopanih. Kamena strela je res kristal, s katerim Lady Gaia oziroma planet sam želi, da prebivalci zelo močno delamo. No, tako da super, evo, bravo. Naslednji ste raki, rakeci. Ok, dajmo pogledati, raki. Ok, manga. Ok, kateri kristal je pa vas poklical? Vas je pa poklical, vse ga prepoznate, ne? Vse ga prepoznate. Vijolični ametist. Jaz sem celo ametistovo zapesnico, ste videli? Vijolični ametist. Ametist, raki, je pa eden izmed kamnov, ki najbolj pomirja.
To je pa kamen, ki pomirja. Mi, da s Kristi smo ga dobili za poroko od enih prijateljev, so prišli na eno poroko, so pa nesli takle velik ametist s nama, zaradi tega, ker je ta kamen je naravni mediator, naravni pomirjevalec. Takoj, ko ga ti dobiš v svojo bližino, ti noro pomiri energijo in ti dvigne celotno duhovno zavest. Zdaj, če imaš ti en ametist doma v domu, ti celotna hiša dvigne zavest. Tukaj je ta kamen močen, ima toliko velik funkcij, da vam je lahko kar zelo začne naštevati. Prvo je, ima nor dvig zavesti, nor kanal za visoko duhovno zavest, odpira kronsko čakro, odpira tretje oko, prinaša duhovna spoznanja, katera rabite zato, da ego z njim umirite. Ščiti energijo, čisti energijo, ametist je univerzalen kamen, katerega bi mogel imeti vsak v življenju. Ne samo raki, ampak vsa znamenja. Tako da, super, raki, nabavite si ametist, imejte ga nekje blizu sebe, predvsem pa ga imejte blizu sebe takrat, ko ste sproščeni, to se pravi, takrat, ko ste s svojo družino, ali pa ko se tuširate v kopalnici, ali pa ko greste spat, ali pa ko gledate film, ali pa berete knjigo. Takrat je vaša energija najbolj odprta in boste lahko najbolj dovzetni za ametistovo energijo. Evo, super, ametist, bravo, čestitam. Super izbor, raki. Naslednji, levi, ok, levi, to sem tudi jaz drugač lev, tako da dajmo pogledati, kaj levi rabimo. Wow, haha, levi, vsi tiste, ki ste levi, veste, ker kamen je to? Jantar, lejte, a nima hude energije. Ok, zdaj nisem začuden, da sem ta kristal potegnil, oziroma to je v bistvu pras smola, zaradi tega, ker je levja energija v osnovi je taka, sončna, zgoščena sončna energija in jantar je eden izmed manifestacijskih kamnov, eden izmed manifestacijskih kristalov, s katerimi delamo ljudje takrat, ko želimo svojo manifestacijo potisniti naprej. Istočasno je pa kamen, ki nam pove, kje imamo blokade v manifestaciji. To se pravi, levi moramo, zdaj bom v prvi osebi množine govoril, levi moramo v tem mesecu biti pozorni, kje imamo manifestacijske blokade. Kaj je tisto, kar nam onemogoča, da gremo naprej? In to nam bo jantarjeva energija razkrila. Ali smo zmedeni, pa nimamo jasnega cilja, ali nimamo jasne strategije, ali nimamo vseh orodij pa informacij, ki jih rabimo za to, da neko stvar naredimo, ali smo leni, ali nismo dovolj prisotni v projektu. To se pravi, rabimo najti, kaj je razlog, zakaj manifestacija ne gre mogoče toliko hitro naprej, kot si želimo, da gre. In levi, dajte si jantar takrat, ko meditirate v roke. In si sam predstavljate, kako se sončna energija, kako se nad vami pojavi sonce in kako se spusti žarek sončne energije in začne polniti ta jantar. Pa začnite samo vdihavati to zlato, rumeno svetlobo vase in vas bo začela polniti. In vam bo začela dajati pogum in vam bo začela dajati samozavest in vam bo začela poravnavo znotraj vas delati, zato da boste lahko svojo manifestacijo hitreje uresničili. Okay? In to jantar v bistvu se dela. Pomaga razkriti blokade manifestacije in pomaga zbuildati in pospešiti manifestacijo. Tako da bravo, čestitam. Dober izbor. Ok, naslednje, device. Ok, device. Device. Valjda, device, roževec vas je poklical. Lejte, imam en čudovit roževec. Tale je kristal ljubezni, kristal duhovnega partnerstva, kristal sočutja, kristal srčne čakre. Device, veste, že itak po naravi socialni ljudje, imate radi ljudi, ampak zdaj pa čas, da začnete imeti radi sebe. Okay? Device, jaz vem, da vi želite biti dober vpliv na svoje družine, na svoje prijatelje in tako naprej, ampak rabite imeti radi sebe. Vsi, ki ste device, delite na ljubezni do sebe, več časa sebi namenite, več hobijo sebi namenite, več denarja vase investirite, več ljubezni sebi dajte. Vse, ko boste vi polni ljubezni, boste itak lahko nafilali z njo vse okoli sebe. Psa, mačko, sosedo, vse boste lahko nafilali z ljubeznijo. Ampak rabite biti vi polni in kupite si roževec, nabavite si roževec, imejte ga blizu sebe, imejte ga v žepu, večkrat na dan ga samo primte, zato da ozaveste njegovo energijo, zato da se spomnite te frekvence, zato da začne vaša srčna čakra se polniti z energijo roževca.
in boste videli, kako se bo vaša energija začela iz okolice usmerjati nazaj v vas, zaradi tega, ker si tudi vi zaslužite ljubezen, ne samo ljudje okoli vas, ampak tudi vi. Ok? Ok. Naslednje ste tehtnice. Dajmo zapreti oči. Ok, angeli, vodniki, kateri kristal kliče tehtnice? Manga? Wow, tehtnice. Selenit. Tule vam je fantastičen selenit, gledajte, kako je. Tale selenit je izjemen. Tehtnice, selenit je kamen za duhovno kanaliziranje. Selenit je kamen, s katerim dela Luna. In Luna je eden izmed glavnih intuitivnih portalov za planet Zemlja. In tehtnice, za vas je zelo pomembno trenutno, da začnete iti iz uma v duhovno zaupanje, v duhovne informacije, ki so posledice kanaliziranja. Ne toliko umskih rešitev iskati, ne se toliko obremenjevati, ali vi stvar razumete, ne se toliko obremenjevati, ali vam je nekaj logično. Če vam nekaj zavibrira, potem se lotite tega. Okay? Vse odgovore, ki jih vi potrebujete, vse stvari, ki hočete vi razumeti, lahko dobite na intuitiven način. To se pravi, lahko sami skanalizirate. Ta kamen vas zelo kliče, da je čas za dvig intuitivne samozavesti. Ta kamen vam bo odprl kronsko čakro, odprl vam bo tretje oko in boste začeli dobivati spoznanja in informacije o svetu in ljudeh, ki vam jih nihče ni povedal. To se pravi, če ste bili do zdaj navajeni, da dobite odgovor tako, da vprašate in potem vam nekdo pove odgovor, zdaj probite sami iz celičnega spomina človeka izbrskati odgovor. Ali pa sami se zazrite v nekam in sprobite dobiti odgovor, brez da zemeljsko akcijo naredite. Boste videli, kako se vam bo intuicija zvišala in potem boste lahko dol iz vesolja potegnali projekte, boste lahko potegnali načrte, boste lahko potegnali odločitve, ki bodo optimalne in najboljše za vas. Selenit. Pri selenitu je zelo pomembna stvar, nikakor ga ne perite pod vodo, eni ljudje čistijo kristale pod vodo, selenit je topen v vodi, ne ga prati v vodi, zaradi tega, ker ga lahko dobesedno sperete, ne, in vam lahko erozijo naredite. Ampak imejte ga pa v spalnici. Jaz imam selenit v spalnici, zaradi tega, ker odpira astralne sanje, ker odpira duhovni mir, zaradi katerega človek lažje zaspi, imam ga ob sebi, ko meditiram, skratka kamen, in sploh za vse duhovne prakse. Tako da, selenit, tehtnice, super izbor, evo, tako, prav. Pa tudi, če pogledaš čez njega, oziroma v njega, zgleda dejansko tako kot Luna. Tako da, res je super kamen. Ok. Škorpioni ste naslednji. Zdaj sem pa pogledal, zdaj pa skledo obrnati. Ker sem pogledal in nočem škorpioni, da vam jaz berem kristal. Hočem, da ga oni zberejo. Ok? Ulala. Lejte, kjer odličen kristal. Imenuje se angelit. Nebeško moder kristal, zgleda kot angelska energija, angelit, nora frekvenca. Škorpioni, angelit ste dobili zaradi tega, ker je za vas zelo pomembno, da načrtno delate na odpiranju srčne čakre. Škorpioni imate zelo močen karakter, imate zelo močna mnenja in imate zelo močne meje in tudi energijo, ki zna zelo močno premikati. Ampak s to energijo lahko vi včasih poškodujete ljudi okoli sebe ali pa prizadanete ali pa jim date slab občutek glede njih ali pa dvom glede njih. In včasih to ni najboljša strategija za gradnjo odnosov ali pa doseganje ciljev. Zato škorpioni, vi že imate močen karakter, že imate to prodorno energijo, ampak je pomembno, da dodate še srčno frekvenco zraven. In da oboje zrušite, da imate močen karakter, ta leadership karakter in intuitivno oziroma srčno energijo. Če to dvoje zrušite, boste postali 1A lider, voditelj in boste lahko dosegli karkoli boste želeli. Včasih se vam ne zgodijo stvari ravno zaradi tega, ker imate zelo udarno, ampak včasih v negativno smer energijo. Ta mesec delite na prebujanju angelske zavesti, okay? Angelske srčne energije, ki bo naredila vašo energijo malo bolj mehko. To ni šibkost, kar bi mogoče nekateri škorpioni mislili, to je vrlina. Pokličite zavestno, zaprite oči in zavestno pokličite angelsko sfero. Boste videli, da se bo nekateri vaši duhovni vodniki priključili na vašo auro in začeli z vami zavestno delati. In uporabite angelit kot kristal, ki bo začel sproščati vaše celice, ki vam bo dal fizično tenzijo iz vašega telesa, zaradi česar se boste vi čustveno sprostili in boste začeli bolj uživati v življenju in boste bolj prijazni in bolj sočutni do ljudi okoli sebe in takrat se vam bodo vsa vrata odprla. Tudi šokirajte ljudi z
še večjim sočutjem in boste videli, škorpioni, ljudje vas bodo nosili po rokah. Ok, naslednji ste strelci, zdaj bom zaprl oči. Evo strelci, kateri kristal kliče pa vas? Ok, strelci, lejte, za vas kliče pa tale kristalček. Zlati perit se imenuje, ga vidite? Zlati perit. Meni je drugače fascinanten perit, zaradi tega, ker perit v takih oblikah ostaje v naravi in vedno mi je, ko vidim perit, mi je fascinantno, kakšne prave kote in kocke v bistvu narava samo od sebe naredi, tako da kapo dol, Lady Gaga. Perit je kristal trdnosti. Perit je kristal, ki kanalizira energijo močnih, visokih civilizacij, kot so Plejade, kot so Atlantis. Ne? In to je, ta kristal je portal za njihove energije in je v bistvu leadership kristal. Strelci, pri vas je zelo pomemben, da si izberete fokus in cilj v življenju. Da si izberete cilj, v katerega se boste osredotočili, da si date namen, da najdete svoj purpose, da najdete svojo direktivo, v katero boste šli. Vam energija pade, če nimate cilja, če ne veste, zakaj nekaj delate, če imate občutek, da životarite in da begate. Zato, strelci, če hočete vi največji svoj potencial uresničiti, rabite svojo energijo začeti načrtno fokusirati. Poglejte, kje vam odteka energija. Poglejte, kje delate stvari, ki vam ne dajo rezultata. Poglejte, kje bluzite časovno, kje bluzite energijsko in te vire začnite zapirati. Potem pa lahko z zlatim peritom v bistvu naredite meditacijo. Vzamite perit, dajte ga v dlan in si predstavljite, kako ta kovinska struktura perita, ker to je v bistvu na nek način kovinski kristal, kako ta kovinska struktura začne pronicati v vašo okostje, v vašo kri in kako vi znotraj sebe postanete kovinski. Dobesedno, kako postanete nenormalno trdni, kako se vam dobesedno zgosti energija. In potem, ko boste enih 5-6 minut takšno vizualizacijo delali, da se spreminjate vi v zlatega človeka, v človeka zgrajenega zlatega perita, je pa pomembno, da se obrnete proti cilju in vso svojo miselno, čustveno, finančno, časovno energijo fokusirate in osredotočite v njega. Okay? In to vam bo perit pomagal. Pomagal vam bo tudi zbrati vaš cilj. Včasih ste zmedeni, v katero smer se osredotočiti, zaprite oči, vzamite perit in samo intuitivno vprašajte. Ok, perit, oziroma vesolje, in povejte mi skozi perit, katero smer naj izberem in povejte me, čim kolibate. V naslednjih dneh ali pa tednih vam bo vesolje zelo jasen znak dal, katera smer ja in katera smer ne. Pa ne samo zdaj strelci, tudi ostale znamenja, perit vam lahko pomaga najditi vaš namen oziroma stvar, cilj, ki je najboljša glede na vašo trenutno energijo. Ok, to je super vodstvo. Naslednji ste kozorogi. Ok, kozorogi. Ok, spet sem pogledal, ne žmahaj nekaj gledati. Kozorogi, bom pa premešati. Ok, imam. Kozorogi, glejte. Vi pa toliko, kot imate močne rogove in toliko, kot imate močno trmasto energijo, pozitivno in časih negativno, imate nežen kristal. Tale kristal se imenuje, ga vidite? Opalit. Glejte, ko se tako pošajna na svetlobi. Opalit. In opalit je kristal, kristal mnogih talentov in darov, ampak ta kristal je v bistvu sporočilo opalita danes za vas, je, da začnete paziti na svoje fizično zdravje, svoje fizično ravnovesje. Kaj je tisto, kar v vašem telesu rabi, da se ravnovesi? Vi imate lahko močno, tako atletsko energijo, vzdržljivi ste zelo kot astrološko znamenje, ampak včasih pozabite na to, da imate fizično telo, ki rabi svoje zahteve, ki ima svoje zahteve, rabi svoje vitamine, svoje spanje, rabi svoj tretma in potem se vam začne ravnovesje v telesu rušiti. Pri vas je težava v tem, da vi zelo dolgo časa ne veste, da se vam ravnovesje v telesu ruši, dokler ni to toliko daleč, da rabite zdravniško ali pa kakršnokoli drugo podporo oziroma tretma. Ne rabite paditi fizično. Delite z temle čudovitim barvnim, lesketajočim se opalitom in v bistvu dober način, da delate z opalitom je, da vzamete kozarec vode
date opaliti v kozarc vode in ga pustite enih 5-10 minut v kozarcu vode in samo tako objamete kozarc vode z rokami in samo začnete programirati v ta kozarc vode ravnovesje med čustvi, mislimi in fizičnim telesom. In prosite, da ta energija napolni vaše fizične celice. In potem, ko boste spili ta kozarc vode, si sam predstavljate, kako se tekoči opalit razlije znotraj vašega telesa in sestavi tisto, kar ni v ravnovesju. In odnese tisto, kar rabi iti iz telesa ven in vam naredi na neke vrste detoks. Tako da opalit, kozorogi, opalit, rabite tudi vi kontraenergijo. Na eni strani imate močno energijo, ampak rabite zdaj to močno energijo servisirati z opalitom. Super kamen, drugače fantastičen kamen. Ok, naslednji ste vodnarji. Kristi je vodnar, drugače, ne veste. Ko bo imela rojstnanje, februarja, lahko pošljete čestitko. Ok, vodnarji. Wow, vodnarji, vi imate pa hematit. Evo, vidite? Glejte, hematit. To je pa kamen, ki zgleda, kot da je iz kovine, ampak ni iz kovine. In je kamen ultimatne vesoljne zaščite in je kamen zaščite visokih civilizacij, duhovnega sveta na zemlji in je kamen neprebojnosti in neuničljivosti. Zdaj pa takole, vodnarji. Vi, vodnarji, ste zelo močno čustveni in imate zelo močno čustveno inteligenco. Vaša čustvena inteligenca vas lahko popelje na vrh Monteveresta, od kotere boste videli cel svet, lahko vam pa ustvari težavne občutke jeze, strahov in drugih težkih čustev, ki vas lahko popolnoma zaustavijo in razjedajo. Uporabite tale čudovit kamen, kristal, zato, da začnete, da z njim najprej zaščitite svojo energijo, da ne boste imeli občutka, da vas svet izčrpava, zato, da boste imeli mir za rehabilitacijo, čustveno rehabilitacijo. Predstavljajte si, kako ta hematit, ta kristal okoli vas naredi hematitski krog. To se pravi, tak temno siv krog in vi boste znotraj kroga. To se pravi, to je taka mini meditacija, vi sedite znotraj kroga, zunaj kroga je pa meja, oziroma krog je pa meja med vami in zunanjim svetom. Za vas je nujno, da se ločite od zunanjega sveta in da si zagotovite ta osebni energijski prostor, ki je ločen od zunanjih energij, zato da imate mir za rehabilitacijo. In to je zelo preprosta meditacija, zaprete oči, se sedete na tla in se predstavljate krog iz hematita okoli sebe in samo prosite to črto, ta hematit, da ne spušča energiji iz okolice k vam. Zato, da se lahko vi čustveno spočijete, regenerirate, zgradite, ker ko ste vi čustveno mirni, lahko dosežete vse. Ni na tem svetu stvari, ki vi ne morete dosežiti, vodnari, če ste čustveno mirni, okay? In znate upravljati svoje čustva. Tako da bravo, hematit, razumete? Hematit, res je tako prav zanimiv kamen, no? Fantastičen je. Drugač v Atlantisu ga imamo veliko. Okay. In še ribice, ribe. Za vas je ostal še pa en kristal. Ok. Evo, lejte ga. Glejte ga. Veste, kaj ta kristal je, ribe? Imenuje se zmajev kamen. Ta kristal se imenuje zmajev kamen, tako da ga pogledajte čist blizu. Imenuje se septarian in je kamen samozavesti in osebne moči. Ribe ste pa zelo tako intuitivne, zelo ste tako energijsko lahko mirne, za vas je pa pomembno, da se čustveno izpostavite in da zgradite leadership energijo in samozavest in postanete drzni. In to je ta energija, na katero boste pozorni, ko boste hoteli ustvarjati stvari v življenju. Tako da rabite pa aktivno energijo, okay? In ta zmaja vse pravite prebuditi. Ko boste zmaja vse prebudili z takim čudovitim kristalom, takrat se vam bojo ful standardi povečali v življenju in boste lahko veliko več dosegli in boste lahko veliko več obilja ustvarili in boste lahko veliko hitreje manifestirali. Včasih je vaša manifestacijska energija izgubi v lahkotnosti in flegmatičnosti. No, ta kamen je vse prej kot flegmatičen. Tako da, kupite si ga. Vse te kristale, ki sem jih zdaj pokazal, oziroma večino izmed njih, lahko najdete še enkrat v naši nebeški trgovini, nebeskatrgovina.si, kjer imamo izjemno
ponudbo teh kamnov, da ribe, ta kamen je zelo redek, tako da mi ga imamo, ne? Da če ne veste, kje drugega lahko dobite pri nas, ampak zelo je fajn, da ta kamen imate, zaradi tega, ker vas bo porino naprej. Tudi če imate kak cilj, ko oklevate glede njega, pa ste zmedeni, pa ne veste, pa ne bi vas ta kamen tako prav porina naprej. Če daj nekaj komplicirati, gremo akcija in ti kar ne pušda, ne? Tako da, fajn je imeti ta kamen v avtu, fajn je imeti ta kamen pri vhodnih vratih v hiši, zaradi tega, ker cel avto, celo hišo ali pa podjetje, če ga imate, aktivira za močno to zmajevo energijo, ne? Tako da, lejte, to je bil moj nebeško skop za vas. Še enkrat, vsi tisti, ki ste začutili, da kristali imajo nekaj za vas, 6.6. mistični kristali, spletna delavnica, ki je še nikoli nisem imel, pridite na njo, ker bo izjemna. Delali bomo z Atlantisom, s Plejadami, programirali bomo kristale, brali energijo iz njih, sestavljali kristalno strukturo telesa, ugotovili, kako brati kristale, ki vam pomagajo hujšati, ki vam pomagajo ustvarjati finančno obilje, ki vam pomagajo postaviti odnose in še. Dobite 2 darilne meditaciji za delo doma, v studiu posnete, plus posnetek celotne delavnice. Delali bomo live meditacijo zraven in celotno skripto, tako da res aktivni event. Mesta so omejena, sploh zato, ker bomo imeli možnost postavljanja vprašanj in bi res rad, da vsak izmed vas dobi znanje, ki ga rabi. Tako da www.potovanjeduše.si. Zelo se veselim, da se vidimo, tako ali drugače. Delite s kristali in imejte se lepo. Čau.